Jahanje kot tako pa je tudi zelo dobro kot rekreacija, na primer pri jahanju, čeprav nekateri mislijo, da tu samo sediš gor, pa ko jim vse naredi, ni čisto tako, ne. Ampak se kar precej, bomo rekli, namatramo, že preden si konja uredimo, ne, je potrebno konja pokrtačiti, zasedlati in že to nas stane nekaj živcev in nekaj energije. Potem pa še je tisti jahalni del, ki pa je precej bolj naporen. Pri jahanju delajo mišice, ki načeloma jih ne uporabljamo v zelo redko katerem športu. Sploh te notranje stegenske mišice, ki nas običajno potem drugi dan po jahanju kar precej bolijo in nam par dni otežujejo kakorkoli hojo. Ampak ja, tako vsaj vemo, da smo nekaj migali, tako vsaj vemo, da smo nekaj migali in nekaj dali od sebe. Tako da že to na telo vpliva dobro kot šport, sam po sebi kot rekreacija, da se malo zamotimo. Jahanje sem vzljubila, ker imam rada konje. Z jahanjem pridobim tudi mišice, po jahanju se počutim veselo in sproščeno. Namesto, da gremo tekat, za 1 uro gremo pač jahat, za 1 uro, ne, ampak moramo pa se zavedati, da je to precej naporen šport, v katerem sta vedno dva, konj in jahač. Konj je živo bitje, konj pač jahač mora vedeti, da konj rabi njegovo pozornost in da ni samo to, da ga ti jahaš 1 uro, pol pa ga postaviš v kot, pa on tam praktično stoji. Tako da ja, je kar precej kompleksna zadeva, bolj kot se mogoče komu zdi, ne. Jahanje je dobro za dušo, za telo, za možgane, praktično za vse. To je neka celostna zadeva, ki pozitivno vpliva na človeka. Konj je namreč zelo občutljivo bitje, ki načeloma jahače pomirja, ljudi okoli sebe pomirja, daje neko, bomo rekli, drugačno energijo od sebe kot pa ljudje, sploh v tem današnjem svetu, v tem stresnem svetu in sploh v teh super naših časih, v kateri smo se trenutno znašli. Tako da je to nekaki odmik od realnega življenja, ki nam da neko lastno zadovoljstvo in neko sprostitev, katero vsi tako hudo pogrešamo in si želimo. Konj je v bistvu zelo dober prijatelj in odličen sopotnik. Namreč ne samo jahanje, ampak tudi druženje z njim že ima pozitivne lastnosti na nas, na naše počutje. In v konju v bistvu eni najdejo pač v pesih najboljšega prijatelja, eni najdejo v konju najboljšega prijatelja, eni v mački, ne. Tako da, bomo rekli, je zelo pozitivno vpliva na nas, ne.
Ajde, ti še nisi prinesla sadla ven od ledene? Aha, ok. Lahko. Lahko gresta obe skupaj. Prvi stik s konjem naredimo tako, da se mu vedno približamo od spredaj. Bodimo mirni in tihi, brez hitrih gibov ali hitrih mahanj z rokami in glasnih zvokov. Najprej se mu počasi približamo z roko, da nas najprej ovoha in spozna. Nato ga že lahko nežno pobožamo. Po vzajemnem spoznavanju greva zdaj lahko jahat. Gluhi lahko jahajo. Načeloma je prepreka, ki jo pač mora premagati tako inštruktor, jahač kot konj, ta, ker gluhi se komunicirajo z rokami in konji so predvsem bolj odzivni na kretnje rok, na hitre gibe predvsem, in to je pač nekaj, kar morata obe strani nadzorovati, tako inštruktor kot konj, kot jahač v tem primeru. Načeloma so konji zelo, bomo rekli, senzibilna bitja, ki zelo čuvajo svoje jahače. Prav tako se zavedajo, bom rekla, jahačevih šibkih točk, pomanjkljivosti in so zelo prilagodljive, kar je tudi potem absolutno v veliko pomoč, da se to da izvesti. Konji so krasna bitja in vsi jih občudujemo. Težki so okoli 400 do 600 kilogramov. Imajo velike zobe, paziti morate, da se jim ne približate od zadaj. Ker se lahko zgodi, da vas brcnejo. Zelo močno brcnejo. Mi imamo v službi, v bistvu v zavodu v Dornavi, dve vrsti terapevtskega jahanja. Eno je hipoterapija, drugo pa je v bistvu terapija s pomočjo konja oziroma delovna terapija. Pri hipoterapiji je načeloma tako, da pridejo tja razni otroci ali starejši tudi, ki imajo motnje v razvoju, to pomeni, da imajo motnje gibanja, ponavadi so priklenjeni pač na voziček, ali pa tudi po poškodbi. Delovna terapija pa načeloma z avtističnimi otroci, pa otroci, ki imajo Downov sindrom, tega pač imamo največ pri nas v zavodu. Razlikuje pa se v tem, da pri delovni terapiji je potreben, v bistvu z njimi delajo defektologi, ki imajo posebne izpite za delovno terapijo s pomočjo konja. Tam je načeloma tako, da otroci pridejo tja in stopijo najprej v stik s konjem, se zbližajo s konjem, konja tudi morajo pokrtačiti, ga tudi hranijo in pač, da se v bistvu zbližajo s konjem, da dobijo nek stik, zaradi tega, ker pri teh otrocih je zelo problem, da imajo težave z tem, da vzpostavijo nek kontakt oziroma z očesni pogled ali pa zelo težko jih prepričaš do tega, da se v bistvu dotaknejo dlake, ki je pač pri konju itak po celem telesu. Tako da oni pokrtačijo, potem pa imajo pač terapijo s pomočjo konja, to pomeni, da se usedajo gor. Tisti, ki se pač sami težje obdržijo v sedu, tisti jahajo s pomočjo terapevta. To pomeni, terapevt sedi zadaj, otroci pa so pred njim in pač terapevt tako uravnava njegovo držo na konju. Tisti, ki jahajo samostojno, tisti pa jih pač terapevt hodi zraven konja in jih v bistvu, kako rečem, popravlja njihovo držo in probamo narediti na ta način, da je drža čim bolj pravilna in da se otrok čim bolj sprosti in da delajo pravilne mišice.
Pri hipoterapiji pa v bistvu ponavadi je fizioterapevt, ki pa ima izpit za hipoterapijo. Tam pa ni nekega stika z konji takšnega, ampak se več dela na tem, da jahač v bistvu pravilno sedi, razvija pravilne mišice, razvija tudi tisto ravnotežje, ki je pač njemu problematično, in da pač recimo po poškodbi glave tudi je zelo problem zaradi višine. V glavnem, v obeh terapijah pa je pač glavni cilj to, da se na koncu doseže nek rezultat, da otroci lahko, oziroma tudi starejši potem, ko pridejo dol iz konja, da se po nekaj terapijah pač vidi razlika že samo pri jahanju in potem tudi po jahanju v ravnotežju in v raznih teh motnjah, ki jih pač imajo. Ali veste, kako konji spijo? Spijo stoje. Sklepi in mišice nog se med spanjem nekako zaklenejo, da ne morejo pasti. To lastnost imajo razvito zato, da so takoj pripravljeni na beg pred plenilci. Občasno spijo tudi leže na tleh za kratek čas. Zaradi lastne teže morajo biti zelo previdni, da si ne stisnejo notranjih organov. Konj ima 3 korake, kot jih že poznamo, hod, kaz, galop. In če konj hodi, v 1 uri naredi približno 6 km na uro. V srednjem koraku, kasu, naredi približno od 15 do 18 km na uro, v galopu, to pa tisti najhitrejši, ko konj dirja, tam pa v bistvu od 40 do 48 km na uro. Ampak je pa odvisno tudi seveda od konjevega koraka. Eni imajo daljše noge, eni imajo krajše noge, potem tudi kakšna hitrost je, se pravi, kakšna galopada je. In ja, to je malo pač povezano. Za konja je treba zelo skrbeti. Ni dopustov, ni praznikov. Tega jahači ne poznajo toliko. S konjem je namreč skrb, ki traja cel dan. 24 ur na dan, vse dni v tednu. Ko končajo z jahanjem, posebej otroci, poskrbijo za konja, da počistijo za njim, da vejo, da je to neko delo, da ni samo, da bi konja imeli, potem bi pa morali očetje in mame čistiti za njim.